Lep pozdrav, spoštovane gledalke, gledalci, spoštovani poslušalke in poslušalci. Srečamo se pri prvem podcastu ali pri prvi oddaji, ki naj bi bila pravzaprav poskus serije oddaj na vprašanje, ki je zelo preprosto, ne, kako lahko ubranimo obrambo. Oziroma, da rečemo temu, to je ura obrambe. Morda na malo drugačen način, kot poslušamo danes, ko nas mediji poskušajo obvestiti, kaj si misli ta in kaj si misli ona vlada in oblast. In nahajamo se v parku vojaške zgodovine, ki je eden od partnerjev tega dogodka in naslednjih, in seveda z nami je tudi profesor doktor Iztok Prezelj, ki je dekan fakultete za družbene vede in hkrati tudi predsednik Evroatlantskega sveta Slovenije, ki je drugi partner tega celega projekta. Jaz se vam zahvaljujem, da ste se odzvali in da pravzaprav midva, bi rekel, nekako sploviva tole pogovorno in tudi vidno barko. Lep pozdrav in z velikim veseljem. Hvala lepa. Zdaj, to, kar bomo mi govorili danes in tudi naslednjič, moram seveda opozoriti, bi se rekli temu s tujko disclaimer, ne. To ni nekaj, kar bo obvezno povezano z neko aktualno politiko, stališči in tako dalje, ampak gre bolj za to, da poskušamo pravzaprav razvijati dokaj svobodno misel v izjemno zahtevnem in hkrati morda za nekatere zelo preprostem vprašanju danes, pravzaprav, v kakšnem svetu živimo in kaj nas čaka jutri. Zdaj, pred kratkim smo bili priča, da so poskušali pravzaprav teoretično razvijati določene modele naše prihodnosti. Ampak mene pravzaprav bolj zanima, da če se osredotočimo na zadnja leta, recimo imamo primer, kot je Ukrajina, imamo primer, kot je Gaza, dobro se spomnimo, saj še nekateri, ki smo bili aktivni naše preteklosti. In pa začenjam z vprašanjem, kaj imajo NATO, EU, ZDA in Slovenija skupnega in kaj je tisto, kar nas vse bolj razdvaja. In ali pravzaprav drži trditev, da sveta, kot je bil, ni več? No, sveta, kot je bil še 5 let nazaj, v veliki meri ni več. In seveda vsi ti akterji, ZDA, Republika Slovenija, EU in NATO, imajo pa vseeno še vedno več skupnega kot ne. Stvar je samo v tem, da so se zgodile določene politične spremembe, ki nas zdaj nekako nas navdajajo z velikim občutkom nesigurnosti, negotovosti in nepredvidljivosti, kaj bo naprej. Torej, kaj imamo skupnega? Skupno imamo svojo zgodovino, skupno imamo vrednote, skupno imamo še posebej vrednoto demokracije, torej in ZDA in Slovenija in obe mednarodni organizaciji. In to je zelo pomembno, namreč jaz bi rekel, da zgodovinsko gledano ni bilo oblikovanih na tem planetu nekako bolj razvitih, demokratičnih, ekonomsko-vojaških struktur, kot jih imamo na evroatlantskem prostoru. Zdaj, po drugi strani, ne, pa te eklatantne spremembe, še posebej spremembe politike v ZDA, za prihodom Trumpa na oblast, pa seveda zdaj velike negotovosti postavlja v vse to, kar sem prej dejal. Mi smo tukaj priča za enemu skorajda brutalnemu, ekonomsko-kapitalističnemu, imperialističnemu pogledu na nekaj, na kar prej nismo gledali skozi te oči. Mi prej nikoli nismo mislili, da bi bilo lahko situacija člena 5 in obrambe in solidarnosti med državami, da bi bilo lahko to stvar nekega ekonomsko-kapitalističnega gospodarskega pogajanja. Recimo, enostavno diplomacija se ni razvijala v to smer, niti politika, ne. Potem ves ta poslovni pogled in na pogajanja, recimo v Ukrajini, in na pogajanja v zvezi s prihodnostjo Evrope, vse to nas je nekako nepripravljene ujelo, ne. In zdaj smo sami pred samodefinicijskimi vprašanji, ne samo vprašanji našega odnosa do ZDA, ampak samodefinicijskimi vprašanji. Kaj bo zdaj z Natom kot takim? Kaj bo z EU kot takim? Ali bo se bilo to vse zabloda, da EU ni imela vojaške komponente? Kaj je z Republiko Slovenijo? Kaj je sploh z vlogo Evrope v prihodnosti evroatlantskega kontinenta? Kaj naj naredimo? In ja, ampak še vedno imamo več skupnega kot ne. In treba je to verjeti, ker enkrat se bo ta princip končal, in takrat bomo spet gradili mostove prihodnosti.
Hvala lepa. Moj prijatelj iz Amerike je sicer prvotno, ko sem mu rekel, da bodo velike spremembe po tej administraciji, rekel, ne, pri nas se administracija menja in gre, nobenih sprememb. No, potem čez 14 dni po novi administraciji pa napisal, da je prvič v življenju pesimist. Mislim, da ni edini pesimist v Ameriki, pa seveda, kot ste omenili, tudi ne edini pesimist. Ampak na nek način gre pravzaprav tudi za demontažo neke države, ki je pomenila pravzaprav nekoč v preteklosti svetilnik demokracije. In jaz se spomnim, da Karl Marx je sicer govoril o koncu države, ampak najprej se ni predstavljal, da bo konec države tako, da bo namesto starih, izkušenih politikov nastopila druga vrsta ljudi, to, kar ste omenili. Ne? Gre pravzaprav to, da umetnost politike, ki je bila umetnost politike, če se spomnimo pravzaprav, kako je lahko nastali Združeni narodi in kako so nastale NATO, kako je nastala Evropska unija, seveda res na podlagi jekla in premoga, ampak vendarle so bile za tem neke druge vrednote in drugi načini delovanja. In seveda metode, ki jih uporabljajo biznismeni, ki jih seveda ščiti in ki jih nekako varuje, torej korporativno pravo. To korporativno pravo pa seveda ni tisto, kar čemur mi rečemo pravzaprav, da je neko moralno življenje, kakor bi ga radi živeli, ampak je torej princip delovanja, ki gre ne samo do meja zakonitosti, ampak preko meja zakonitosti. In poslovno tveganje je čisto nekaj drugega, kot je recimo politikovo tveganje v multilateralnem svetu. Tako da se mi zdi, da se je to začelo nekako, če se prav spomnim, z Berlusconijem, ki je bil prvi tovrstni politik in danes imamo takih politikov več. Da, in morda jih bomo imeli še več. Tako da, če gremo na Ameriko zdaj nazaj, torej z tem pristopom niso ogrožena samo partnerstva, čezatlantska partnerstva, ampak tudi sam demokratični proces in sistem demokracije v samih ZDA. Torej, ne bi rekel toliko demontaža države, kar pravite, ampak demontaža demokracije v državi. In je zelo, zelo nevarno za samo Ameriko. Zdaj lahko govorimo kot Evropejci, ampak probamo se empatično vključiti v ameriško življenje danes. Zelo nevarno je, da pride tako blizu oblasti človek, ki je multimilionar, ki je znan po ekscentričnih, sicer velikih in spoštovanja vrednih idejah, ki jih človeštvo potrebuje, ampak da pride tako blizu do države in se mu da močne vzvode oblasti, recimo, da odpušča direktno ljudi, ne, in tako naprej. In ta bumerang bo prišel na samega Trumpa nazaj in je že začel hoditi na njega nazaj. Enostavno se bo velik del Američanov ali pa pomemben del Američanov začel upirati, ne samo novinarji, ne samo sodniki, ampak celotne javnosti. Enostavno ti ne moreš odpustiti 5-10 tisoč ljudi z premislekom, da je treba racionalizirati vse. Tukaj je polno nekih varovalk. No, in v tem smislu je to test za Ameriko. Radikalne ideje brez pravne podlage so v resnici nevarne za sam sistem. In še več, ne, zanimivo je to, da bolj ko je demokracija, ne, večje tveganje se pojavlja za vse nas, za vse naše države, tudi po Evropi in seveda tudi za Ameriko, da na demokratičen način pride na oblast človek, ki v resnici ni demokrat, ki zelo hitro spremeni kožo ali pa barvo, ko pride gor. Naj opozorim, da sta in Hitler in Mussolini prišla za tiste čase v nekem demokratičnem procesu na oblast in potem sta se izkazala v svoji pravi barvi. Ne? In v bistvu to je tisto pravo tveganje, ki ga nosimo v vseh državah. Zanimivo je pa to, da mi se večinoma ukvarjamo z grožnjo od zunaj. Mi smo se ukvarjali z islamističnim terorizmom, ki je grožnja, kakor da od zunaj, Rusija, ki je grožnja, kakor da od zunaj, potem recimo Amerika s Kitajsko, ki je grožnja od zunaj. V resnici najbolj smo ranljivi na svoje spremembe od znotraj in to na spremembe tega tipa, ker ta tip je tisti, ki v resnici pokonča lahko družbe in države takšne, kot so. Torej, moramo se zelo paziti, kako na Ukrajino reagiramo, pa recimo na Kitajsko, kaj se z nami dogaja. In tukaj imamo veliko domačih nalog. In v Ameriki se je to, kar se je zdaj začelo dogajati, to je velik test za samo Ameriko. Mogoče lahko potegnemo eno paralelo, ki je zanimiva. Jaz sem še iz tistih časov, ko smo se pravzaprav branili pred vzhodom in zahodom. Ves čas smo bili pravzaprav v hladni vojni vmes med obema, kar nam je sicer bilo na nek način ugodno, ker potem smo naredili
način v neuvrščenih, ampak vendarle na zadnje, ko smo se branili pred vsemi in smo se zavarovali pred vsemi, smo se pravzaprav pozabili zavarovati sami pred sabo. In naši notranji nacionalizmi so seveda razstavili celotno državo. Z našo lastno pomočjo in seveda s tujim sodelovanjem izdatnim. Ampak ali to, kar počne Amerika v okviru NATO, v odnosu do Evropske unije, v odnosu do Rusije, do drugih in tako naprej, je to morda priložnost za Evropsko unijo. Že prej ste omenili, jaz se spominjam, da me je vedno pravzaprav nekoliko motilo, da je Evropska unija rekla, ne, z obrambo se pa mi ne ukvarjamo, mi za to ne dajemo sredstev, mi imamo za to NATO. NATO je vojska Evropske unije. To seveda je priložnost za Evropsko unijo, namreč mi in Evropska unija in še posebej Republika Slovenija smo dejansko zanemarili, ali pa imeli smo vrhunsko in odlično priložnost, da zanemarimo lastno obrambo. Ni nam bilo treba se ukvarjati s tem, ni nam bilo treba skrbeti. To se ni zgodilo takoj po koncu hladne vojne, namreč po koncu hladne vojne je bila ustanovljena ena institucija, ki jo Slovenci ne poznamo toliko, to je Zahodnoevropska unija. In jaz kot nekdanji štipendist njihovega inštituta za varnostne študije pa lahko zdaj vsaj 1 minuto posvetim tudi tej instituciji. Ta institucija je obstajala poleg Zveze NATO in je imela prav tako člen 5 kot Zveza NATO, ki je govoril, da napad na eno državo članico je napad na vse. Je bila pa malo bolj komplicirana po članstvu. Zahodnoevropska unija namreč imela je članice, pridružene članice, partnerice in pridružene partnerice. Glede na to, so bile države nevtralne, so bile članice NATO, pa ne EU, ali članice EU, pa ne NATO. In to smo mi imeli. In smo to razmontirali leta 2001-2002 in samo delček, tako imenovane Petersberške naloge, smo dali v EU. To so bile te peacekeeping pa crisis management response smo dali. Obrambo smo mi pokopali, ker to bo delovalo NATO, ali pa mi tega ne bomo rabili. No, v Sloveniji smo pa pač še bolj globoko šli v to, ne? Pač mi smo gradimo našo zunanjo politiko na osnovi mirovne, miroljubne politike in na tej osnovi nismo želeli videti, da je vojaška dimenzija del realnosti v tem svetu in zdaj naenkrat smo vsi šokirani in presenečeni in vojsko moramo zgraditi čez noč na višji nivo in tako naprej. No, ampak vaše vprašanje, to je priložnost za EU, da se izpopolni, pri čemer EU ne sme znoreti ali pa narediti tiste napake, o kateri smo se že prej pogovarjali, ne histerično, ne militantno preveč, torej je priložnost, da se izboljšamo. Ampak ZDA pa tudi mora dojeti, če še niso dojeli, da če hoče nekdo narediti Ameriko ponovno veliko, jo lahko naredi samo s partnerji, ne brez partnerjev. In ta zgodba, ki jo zdaj vidimo, ima mogoče lahko samo kratkoročni učinek, ker dolgoročni učinek, vse se že vidi razmišljanja evropskih partnerjev, ne, tudi glede nakupov, oborožitve in tako naprej. Mi enostavno s tem se bomo oddaljili od Amerike in to ni dobro za samo Ameriko. In zdaj jaz ne vem, kdo bo to dojel v Združenih državah Amerike. Ja, to bomo morali vprašati Američane, če pravzaprav vidijo, kdo bi to naredil. Jaz imam neko drugo vprašanje. Grem na našo slovensko zgodovino. Če omenim kmečke upore, ti so bili neuspešni, vendarle so zahtevali pravzaprav organizacijsko sposobnost in motivacijo ljudi, da so šli v to. Če govorimo o drugi svetovni vojni, seveda o partizanstvu, vemo, da je bilo to del učinkovite in navsezadnje tudi priznane partizanske armade, imenujemo kar tako. Če govorimo o letu 1991 in pravzaprav spominjam se tudi leta 1990 in še prej, ko smo pravzaprav razvijali teritorialno obrambo, je Slovenija razvila nek model, ki je seveda bil slovenski, model, kjer so delovale 3 sile hkrati, da rečem tako, ne? Se pravi vojaška obramba, civilna obramba in civilna zaščita. Zdaj bom spomnil samo na en prizor, ki smo ga doživeli na eni konferenci s področja civilno-vojaškega sodelovanja v Haagu, ko je polkovnik iz Ukrajine predstavil situacijo v Ukrajini, ki je bila točno ta slika. Na eni strani civilisti, ki so kopali jarke in postavljali ovire za tanke. Na drugi sliki so bili gasilci, ki so gasili stolp električni, ki je gorel. Na tretji pa so bili vojaki na fronti v svoji tipični kinetični operaciji. In to je tisto, kar seveda danes deluje. Pri vseh 3 je pa zame pravzaprav eden najpomembnejših elementov.
Najpomembnejši element je vedno človek, ki zna, ki je organiziran in ki ima motivacijo. In zdaj, ko sem pravzaprav prelistal ali pa prebral Belo knjigo Evropske unije, pogrešam enega bistvenih elementov. Zame je človek vedno bistveni element vsega, kar se na tem svetu počne, tako vojske, kot civilne obrambe, kot civilne zaščite. In to se mi zdi, da pravzaprav spregledujemo en element, ki je še od Sun Tzuja naprej eden najpomembnejših, ker samo ljudje imamo motivacijo. Ja, poskušava vse to dati v eno tako definicijo, kaj mi rabimo zdaj, oziroma kaj smo rabili že v preteklosti, pa smo malo imeli, pa mogoče zdaj nimamo. Mi rabimo organizirati v varnostnem okolju, v katerem smo zdaj, kjer so noter in vojaške grožnje in zdravstvene grožnje, smo videli epidemija, kjer se lahko ekonomske krize dogajajo, kjer nas lahko migracije napadajo, tako da imamo 1 milijon migrantov na mesec, koliko smo imeli leta 2015, kjer se lahko strašni kibernetski napadi zgodijo, da nam da nam informacijski sistemi ugasnajo in ne vemo, kaj narediti, kjer se nam lahko elektrika ugasne. Skratka, mi tukaj moramo narediti nekaj, čemer bi lahko zdaj rekli celovit sistem nacionalne varnosti, ampak mogoče še boljš nek totalni sistem družbene robustnosti. In ta totalni sistem družbene robustnosti marsikaj lahko črpa iz časa hladne vojne, ko smo imeli sistem totalne obrambe, recimo, ampak tisti sistem je bil usmerjen samo proti vojaški dimenziji ogrožanja. Se pravi, napad Rusije ali pa vojna med vzhodom in zahodom na ozemlju Jugoslavije in mi zdaj rabimo totalno obrambo in takrat smo dosti črpali iz druge svetovne vojne. Ampak zdaj za današnjo to situacijo, ki imamo, rabimo imeti nek sistem, ki vključuje državne organe, ki vključuje nedržavne institucije, karkoli, od nevladnih organizacij do karkoli, in pa samega posameznika na koncu. In tukaj se to potem cepi se na različne dimenzije, na različne vektore ogrožanja, od kibernetskih do vojaških, vse to, kar smo omenili, cepi se na različne nivoje, torej nivo vrhunskega integriranja med samimi ministri, šefi agencij, uradniškega integriranja, nivo integracije med državnimi in nedržavnimi organi in institucijami in do samega posameznika. Se pravi, ko gradimo ta sistem totalne rezistence, totalne odpornosti, ki nas bo pripravil na vse to vnaprej, zato da bo škoda potem čim manjša, moramo celovito razmišljati. Mi temu lahko rečemo 360-stopinjski pristop, kar ga sicer NATO uporablja, ampak NATO v vojaško smer, mi ga rabimo vse smeri uporabljati. Lahko temu rečemo whole of government, uporabljamo, se pravi celotno vladni, ali pa whole of society, celotno družbeni pristop. In ni ga več razloga, da bi tukaj nekako čakali, ker enostavno svet se je toliko polariziral, radikaliziral, da vse to, kar se zdaj lahko najslabšega zgodi, se nam bo dogajalo v vedno bolj radikalni obliki, vključno z naravnimi nesrečami. No in tukaj imamo zdaj znotraj državnega grozda, ki je del tega širšega grozda, imamo mi zelo pomembno integracijo, vojaška obramba, civilna obramba in pa zaščita in reševanje. In vse te obrambe, tudi vsaka sama za sebe ni dovolj, vse skupaj tudi še niso dovolj in rabijo imeti še neko dodatno integracijo, z mednarodnimi integracijami v redu, ampak tudi znotraj Slovenije z nedržavnimi institucijami, karkoli to že so, pa lahko tudi kasneje jih bolj okarakterizirava, do v resnici vsakega posameznika, ki je bolj ali manj pripravljen. Mi imamo zdaj celo vrsto scenarijev, recimo zgodi se naravna nesreča, kibernetska nesreča, ali zmanjka elektrike, kjer je v resnici najbolj ranljiva točka ni eno ministrstvo, ker ministrstvo je vendarle delalo na generatorjih, na strukturah, ki bojo omogočile kontinuiteto delovanja, ampak najbolj ranljiva točka je posameznik. In človek. No, in še dodatna, in s tem zaključujem, še ena cepitev je tukaj, vse te škatlice tukaj noter imajo tehnično in človeško dimenzijo. In obe sta pomembni. Zdaj, in lahko odprejo. Seveda, jaz pravzaprav izhajam z neke izkušnje, ki je pripeljala do nastanka Rdečega križa. Ko je Henri Dunant opazoval tiste imenitne gospe, ki so se zelo trudile za vročo juho, nahraniti vojake pri Solferinu, ki so bili pravzaprav ranjeni in je mina raznesla želodec, seveda je bila to njihova smrt takoj, ampak bila je pravzaprav vsaj pospremljena s toplo juho, je Henri Dunant rekel zelo preprosto, pravi, ti ljudje imajo voljo,
ampak voljo izražajo na napačen način. Se pravi, potrebno jih je organizirati, potrebno jih je naučiti. In še nekaj, kar je pomembno, oblast jih mora prepoznati kot prve pomočnike oblasti pri humanitarnih zadevah. Jaz zdaj iščem paralelo pravzaprav. Kako najdete pravzaprav posameznike, ki so organizirani, usposobljeni in so prvi pomočniki oblasti pri obrambnih zadevah. Pri tem ne govorimo o obrambi z orožjem samo, pa govorimo o obrambi, ki je danes izjemno pomembna, to je obramba proti napačnim informacijam, kot smo recimo v primeru pandemije je bilo čisto jasno, toliko ljudi je reklo, ne, znanost ni nič, ne, mi temu ne verjamemo, mi se ne bomo cepili in tako dalje. Ampak glede na to, da imamo družbena omrežja, ne, se te informacije širijo tako bliskovito. Ko je tekel vojščak, ne, in je poskušal povedati pravzaprav, da so zmagali v stari Grčiji in je potem umrl, ko je povedal, da so zmagali, ne, je to trajalo precej časa. Danes tega časa ne več. Danes je milisekunda, ko pravzaprav vse to potuje okrog. Zato smo pravzaprav vsi hkrati žrtve, ampak da ne bi bili žrtve, ne, bi se morali pravzaprav usposobiti, organizirati in biti sestavni del neke obrambe. Bom rekel samo eno slovensko posebnost, ko smo podeljevali medalje za 30 let osamosvojitve. Je bilo teh medalj nekaj čez 80 000. Oboroženih leta 1991 je bilo okoli 20 000. Kdo so bili tistih 60 000? Tistih 60 000 je bila civilna obramba. Se pravi, razmerje 20 000 proti 60 000, 1:3. To je zanimiva številka, ki jo je težko zanikati, toliko medalj smo podelili. In to je tisto, kar jaz poskušam pravzaprav nekako osvetliti. Če ima Slovenija 6% prebivalcev, ki so torej prostovoljni gasilci. Los Angelesu jih imajo 0,03% prebivalcev tistega. To je neko razmerje, ki pravzaprav govori o moči voluntarizma, o moči priprav in o tem, da smo ljudje pravzaprav zelo vezani na lokalno skupnost in tega posameznika, ki ste ga omenili, ga jaz iščem v lokalni skupnosti in hočem, da je organiziran in hočem, da zna in hočem, da mu oblast podeli pravico, da je del obrambe. In da ga usposobi in opremi s kompetencami. Prostovoljnost širših množic ali pa prebivalstva je v resnici za ekstremne scenarije ključna. Zato, ker še enkrat, najbolj ranljiva točka v vseh teh hudih scenarijih, ki nas lahko prizadenejo, so v resnici družine in posamezniki kot taki. Namen državnega ustroja je zaščita in varovanje državljanov ali pa posameznikov, ki živimo na teritoriju Republike Slovenije. To, da, če gremo nazaj na prostovoljstvo. Ključni mehanizem, s katerim se zagotavlja kvantiteto neke rezistence, ne, in pa seveda tudi kvaliteto, če znaš do kvalitete priti. In imamo več segmentov tega prostovoljstva. Ne. Jaz tako vidim, jaz bi to razdelil na dva segmenta. En so take prostovoljne, mirne, zaščitno-reševalne, humanitarne aktivnosti, kjer imamo noter prostovoljne gasilce, kjer smo v Sloveniji res na enem top nivoju, dokler upamo, da bo čim dlje. In pa humanitarne aktivnosti, ki so pa že tako, ko je humanitarna situacija, se dejansko vidi, kdo vse se tukaj vključi. Ta drugi vidik so pa te prostovoljne, bomo rekli, vojaško-varnostne ali varovalne aktivnosti, kjer imaš pa noter že segment uporabe orožja in je pa majčkeno bolj občutljiva zadeva v smislu organizacije in v smislu odnosa teh ljudi potem z samo državo. Namreč zato je to razlika, ne, med temi. In tukaj imamo pa kar nekaj situacij. Ne. Mi imamo v tem segmentu v preteklosti vaške straže, recimo, ki so bile ali neoborožene ali pa oborožene. In so bile pač legitimne na lokalnem območju. Ne. In imamo potem razne milice, pa imamo uporniške skupine, recimo, razne paravojaške skupine kot take. In tukaj se pa hitro potem postavi vprašanje razmerja teh skupin z samo državo, s policijo in vojsko. Imamo v resnici 3 možne scenarije. Tukaj in pred nadaljujejo je treba samo povedati, kaj je. Prvi scenarij je konflikt med državnimi institucijami in temi, kar delujejo kot ali neka uporniška skupina ali se ne podrejajo in je problem takoj. Ne. Celo državljanska vojna lahko nastane zaradi tega. Drugi je
čist ekstremno drugačen, je vključitev teh prostovoljcev v sistem nacionalne varnosti. Se pravi, sistem nacionalne varnosti se je sposoben razširiti, sposoben to zajeti, sposoben motivirati in to uporabiti v korist prebivalstva, kar je super, a ne. Tretje je pa neka taka kohabitacija, kjer ni jasno, je od prijateljstva do sovražnosti in je nekaj vmesnega. No, in zdaj pameten, če zdaj prideva do te, torej prostovoljstvo je nekaj kot neka izvor moči družbene, izvor motivacije, izvor potencialnega znanja iz različnih koncev. In zdaj država, če sluti in čuti, da se to da uporabiti, je to treba vključiti v neke strukture. In torej na humanitarnem področju jaz ne vidim nekega problema, na gasilskem področju imamo tudi v redu, bolj je zdaj to, kaj zdaj na tem vojaško-varnostnem področju narediti, koga zdaj usposabljati, kakšna je ta forma usposabljanja, a so to pod kakšnim, a mora biti te takšne enote ali pa kaj pod nekim nadzorom, a je to del sistema nacionalne varnosti, je to neki. In tukaj je zelo taka tanka linija, namreč bi opozoril, sam Andrej Šiško, ko je ustanovil Šiškovo vardo, je imel takšno idejo, da bi njegova varda postala ali plačana, bila vsaj plačana iz sistema nacionalne varnosti in bi potem pomagala, ali pa bila celo vključena. In ker je bil on v resnici bivši kaznjenec, se pravi v resnici problematičen človek, mu seveda tega ni bilo dano. V nekih drugih okoliščinah bi mu bilo pa to mogoče dano. In tako da končajva pri tem, ne, prostovoljstvo je velik izvor družbene moči v kvantitativnem smislu na vseh dimenzijah ogrožanja varnosti in pa če se jih zna opolnomočiti, izobraziti in uporabiti tudi v kvalitativnem smislu. Celo odločilno vlogo odigrajo lahko ravno prostovoljci, ker vsi, sploh v Sloveniji, naš sistem nacionalne varnosti je, ko bi rekel, majhen in možnih scenarijev negativnih je pa neskončno ali pa neskončno. Je tako veliko, da v resnici se strinjam, moramo mogoče malo več tukaj narediti. A ne? Jaz mislim, da bi morda, bi rekel, pri tem lahko bili, kako že rečejo pravniki, kadar nimajo pravne podlage, da so inovativni. Ne, bi bili seveda morali biti bolj inovativni in bi pri teh inovacijah seveda sledili temu, kar ste omenili kot drugo ali srednjo možnost ali edino pametno možnost. Ne, se pravi, to, kar sem že prej povedal v zvezi z Henrijem Dunanom in njegovimi prijatelji, da so seveda zahtevali, da torej oblast prizna, ne, zato ker daje pravzaprav tudi vse elemente prostovoljstvu, ne, da je organizirano, da zna in da se razvija in da ga seveda sledi pravilom, ne. Jaz mislim, da smo ljudje nagnjeni k temu, da se samo organiziramo, ampak samo organizacija seveda pelje ponavadi k tistemu, ki ti da sredstva, ne, in potem on tudi določa cilje, ki jih bo dosegel s teboj. Ampak to niso cilji, o katerih je razmišljala tukaj. Razmišljala pravzaprav o tem, kako bi dosegli tako imenovano totalno odpornost. Lahko rečemo temu tudi totalni sistem ali totalno obrambo. Zdaj ne vem, kaj se bo sicer zgodilo Švedsko, ki je imela to izredno dobro razvito. Delno so upoštevali tudi enega od naših modelov iz preteklosti. Ali se bo NATO prilagodil Švedski, ali se bo Švedska NATO, bomo še videli, ne. Ja. Jaz osebno bi raje videl, da bi se NATO Švedski, ne, ampak okej. In manj možnosti je za to rešitev. Potem imel sem priložnost spoznati nastanek in razvoj poljskih teritorialnih enot, ki so, bi rekel, en dober model, kako se to lahko naredi tudi. Seveda imajo one bistveno večjo motivacijo, kot jo imamo mi pri nas. Oni so na meji, mi nismo na meji in mislimo, da smo seveda, da nas ta razdalja varuje, ampak današnji projektili letijo zelo daleč in tudi tisti, ki je pri Jarunu končal, ne vem pravzaprav, kje je bila njegova končna pot, če bi imel dovolj goriva. Končal je tam zato, ker je imel premalo goriva. No, in Končna pot bi lahko bila nekje v Sloveniji. Ja, se to- Pa pustiva detajl. ne bom povedal, kje je točno, ampak smo bili morda pred nekim Armagedonom, kakor. No, ampak zdaj smo prišli prav do ene točke, ki je vprašanje, pravzaprav večna dilema. Ali torej v bitki ali v vojni zmaga tehnika ali zmagajo ljudje ali ljudje s tehniko.
In pravzaprav danes, ko govorimo o dvojni rabi in vzamemo v roke mobitel in rečemo, ampak ta mobitel je moj prijatelj in moj sovražnik. Lahko mi sporoči, da bo silovita nevihta in da naj se skrijem. Lahko mi pa seveda sporoči pravzaprav čisto nekaj drugega, da naj se ne cepim, zato ker virusa sploh ni, oziroma ker hoče Bill Gates v mojo glavo vgraditi enega od svojih čipov, čeprav delati v mask. Okay. Vse ni važno, teorija zarote je pomembna. Ja. No, ampak zdaj marsikaj se spreminja, ne? In jaz se seveda strinjam, da so vojaki tisti, ki so najbolj sposobni za kinetično bojevanje. Nisem pa prepričan pravzaprav, da za protikibernetsko delovanje, za torej upravljanje z droni, da je pravzaprav smiselno uporabljati vojake, ki so sposobni za kinetično bojevanje, ne? Zato lahko porabimo pravzaprav, pa ne mi zameriti, upam, da mi kdo zameri, jaz sem nekoč rekel eni od ministric ali ministrov, da pravzaprav bi bil jaz vesel, če bi zaposlili najboljšega softverista, čeprav je paraplegik, ampak je najboljši softverist. In ne vidim razlike, zakaj ga ne bi zaposlili, zato da upravlja svojo nalogo na najvišji možni ravni. Hočem reči zdaj, vse to, kar imamo, bistveno spreminja pravzaprav, kdo je najbolj primeren za sodobno vojskovanje. Je seveda vojska, ampak za sodobno bojevanje pa ni nujno, da je samo vojska. No, dajva najprej razjasniti to tehnološko pa kadrovsko dihotomijo. Se pravi, mi imamo zdaj celo vrsto sodobne tehnologije, ki včasih vzbuja občutek, najprej vzbuja občutek tehnološke nadmočnosti in ve se, kdo je vojaško najmočnejši v katerem delu sveta ali pa globalno. Ve se, da je jedrsko orožje tukaj ključno in zdaj vprašanje, a je za prihodno in hibridno vojskovanje in za prihodno vojskovanje, a je zdaj ta tehnologija odločilna ali ne. Zdaj bomo tako rekli, zadeva je zelo kompleksna. Zagotovo je ena vojna, ki je bila končana v neki regiji zaradi tehnološke prevlade, je bila končana zelo hitro. In to je ameriško-japonska vojna, ko so Američani s tehnološko nadmočjo v resnici končali vojno v enem tednu, ko so se odločili to uporabiti. Mislim, da je bil približno en teden med kapitulacijo in med jedrskimi eksplozijami. In seveda tudi na kibernetskem področju, ker je polje večinoma tehnološko, je to zelo, zelo pomembno. In zdaj še je umetna inteligenca, ki je prišla, je enostavno z eksponentno vrednostjo povišala domet te tehnike, ampak zdaj točno še ne moremo reči koliko. Samo po drugi strani, ker je cela obramba za ljudi, od ljudi, in še zmeraj nadziramo večino teh oborožitvenih sistemov, je pač ta človek tukaj ključen. In res se potem postavlja vprašanje, če to tehnološko dilemo pač nekako razrešimo, potem se res še postavlja vprašanje, koliko te obrambe, ki je že toliko kompleksna, že samo v vojaški dimenziji lahko izvajajo samo kinetične vojaške sile, koliko jih lahko nekinetične vojaške sile izvajajo in koliko je treba še pomoči drugih vzvodov moči, ki so v državi, koliko je sploh še potrebno zintegrirati. In enostavno odgovor je zelo jasen. Za ekstremno grožnjo, za totalno grožnjo je potreben totalen pristop. In vsaka vojska je tukaj kratka, sploh vojska majhnih držav, brez integracije drugih vzvodov moči, ki pa so recimo v obveščevalnih službah, v policijskih službah, v firmah in podjetjih. Tako da spet pride do tistega, kar sva že prej ugotavljala. V bistvu govoriva o neki prihodnji interoperabilnosti med vsemi različnimi dejavniki, ki lahko, kajti če gledava spet v Ukrajino, tam imamo izrazito hibridno vojskovanje. Imamo pravzaprav vojskovanje prve svetovne vojne, ko se pravzaprav fronta ustavi, in drugo imamo pravzaprav industrijsko vojno, tretje imamo seveda sodobno vojno, četrto uporabljamo Starlink, ampak uporaba Starlinka seveda postavlja danes drugo ceno, Starlink je tudi element za izsiljevanje. Da. Se pravi, spet pride do tega vprašanja, koliko moraš biti samostojen pri obrambi. In jaz mislim, da mora biti država najprej samostojna
pri svoji obrambi in seveda mora prispevati tudi v zavezništvo in iskreno upati, da bo zavezništvo tudi kaj storilo, če bi bilo treba. Hibridna vojna majčkeno zavaja na prvi pogled. Za poslušalce, če malo pojasnimo. Ne? Se pravi, pri hibridnem delovanju, rečemo, hibridno delovanje pomeni kombinacija vojaških virov moči in potem številnih nevojaških, kibernetskih, ekonomsko vojskovanje, psihološko vojskovanje, dezinformiranje. In na evropskem polju zdaj to poteka strani v resnici vseh akterjev in zato je konfuznost še toliko večja. Ni ene frontne, oziroma frontna linija je, ampak ta frontna linija sploh ni več toliko pomembna, kot je bila v prvi svetovni vojni, zato ker se dogaja iza teh front, se marsikaj dogaja in je tudi namenjeno vojskovanju. In zdaj, kaj lahko spet, kaj neka država naredi za pripravljenost? Torej, ta pripravljenost, o kateri so prej govorila, s temi akterji, o katerih so prej govorila, mora potekati izrazito širokem spektru. Torej, ni možno več, da se ena vojska ne ukvarja s kibernetskimi grožnjami, napadi in s kibernetskim defenzivnim in ofenzivnim delovanjem. Mora se ukvarjati. In ni možno, da se ne ukvarjamo s scenariji Armagedona, se pravi prekinitve, daljše prekinitve elektrike. In je pa to težko. Zelo lahko je, najlažji del tega posla je, da midva to zdaj ugotoviva, pa da recimo naša država to da v neko strategijo. Problem je to doseči, tak naboj. In zdaj, dokler smo Slovenci smo pa zelo zanimivi glede dojemanja ogrožanja. Mi enostavno ne verjamemo, dolg časa ne verjamemo, da se nekaj dogaja, pa vse to se dogaja drugim. Ko se je vojna v Bosni dogajala, se je Bosna, to je bilo tam dol nekje daleč in drugi čudni ljudje in mi smo s takim argumentom trkali na EU vrata, na NATO vrata, ker mi nismo oni, ker mi, pa nas je potem obe instituciji nas podučili, da če nismo oni, smo pa del rešitve, če nismo del problema. In ta Ukrajina je zdaj tako prekleto daleč, to je tam čez eno Madžarsko, in mi enostavno v tem, da bi dosegali mi tak naboj, da bi tako integralno pristopili, kot ugotavljamo, imamo mi, ne vem, bi lahko rekel, ali imamo malo kasno paljenje, ali smo zelo nezaupljivi, ker ne verjamemo, dokler nas nekaj res v glavo ne zadane, ali smo tako pametni, da vemo, da histeričen ne smeš biti histeričen, ker vsaj čas pokaže, ali smo pa tako neumni. In zdaj ne vem, nekje tukaj vmes se stalno gibljamo in je marsikjer odgovor pri tem, zakaj Slovenija danes tam, kaj je, se v resnici nahaja na tej točki. Kaj je z našimi glavami tukaj, zakaj smo pač taki, a je to slabo, da smo taki, mogoče pa to dobro, da smo taki, ne? In zdaj se lahko kregamo 3 podcaste, ali pa prepričujemo, kaj je res. Ste me spomnili na eno drugo stvar, poplave zadnje, ki so bile. Ja. No, to se nam pa dogaja. In potem rečemo, pa zakaj so ljudje gradili hiše tam, ki poplavlja, vedno poplavlja, ne? No, pa so prišla pravzaprav do mogoče enega delnega odgovora na eno vprašanje. Dokler se nam ne zgodi, se obnašamo, kot da se nam ne more zgoditi. In tudi na cesti se vozimo prehitro, čeprav je omejitev hitrosti, ne? Dokler se nam ne zgodi, se potem se morda ne vozimo, sploh ne vozimo več ne prehitro. Potem se nam nekaj časa ne bo zgodilo. No, ampak, ko smo že pri tem, ko govorimo o odpornosti, seveda se spominjam, nekoč v drugem sistemu je bilo seveda veliko namenjeno temu, da so bili delavci odporni, da so šli na dopust, da so imele firme zdravnike, zobozdravnike, vse to je bilo znotraj v okviru neke firme in vsi so skrbeli za to, da so bili pravzaprav delavci zelo odporni, in da so hodili v službo in tako naprej. Skratka, medicina že dolgo časa ve, da samo odporno telo je dejansko odporno na različne bolezni. Vemo pa, da tudi da družbeni sistem je pravzaprav telo, je družbeno telo. In da ko ga napade ena bolezen, oslabi, ga zelo hitro napadata vsaj še 2 bolezni in tako dalje. In morda kdaj tudi ni več vrnitve v neko stanje. Se pravi, pomembno je to, da se pripravljaš. Čeprav eni bo rekel, pa kva se pripravljaš, vse tega še ni. Ampak, vendarle, če ohranjaš kondicijo, če se zdravo prehranjuješ, če se giblješ, če ne kadiš in če ne popivaš, imaš veliko več možnosti, da pravzaprav preživiš kot oni drugi.
Enako velja tudi po mojem za družbeno telo, da se pravzaprav začne obnašati tako, kot je. Če pa pride do česa, je pa potem pomemben konzilij zdravnikov. Konzilij, ki je okrog bolnika in reče: "O, pismo, se ima tuberkulozo, pa poglej, srce mu popušča." Pa on reče: "Tole, kaj ćemo zdaj narediti? Ne, če najprej ohranimo življenje in potem gremo postopno." In tako je tudi pravzaprav pri reševanju krize. To pomeni, da moramo pri tem vsi sodelovati. Da morajo sodelovati vsi resorji, da morajo sodelovati vsi posamezniki. Zato jaz govorim o posameznikih, ne, ker vsak dan, ko se peljem čez Savski most, rečem pa, kljub svojim letom, ne, bi lahko pravzaprav 3 ure tam sedel, čakal in varoval tale most, potem bi te pa zamenjal drugi in to je bila tvoja vloga v krajevni skupnosti. No, ampak zdaj, ko sva prišla pravzaprav do tega, smo ugotovila seveda, da je nekaj, kar nas ves čas skozi vso zgodovino pravzaprav povezuje, pravijo psihologi, ne? Da je naša amigdala tista, ki nam vedno reče, ne, kadar smo v stiski, da ali bežimo, ali se bojujemo, ali pa enostavno zamrznemo. Ne? In seveda, da se lahko bojujemo, se moramo pripravljati na to. Ja, in to velja na družbenem, tako kot to velja za posameznika, ne, velja tudi v družbenih procesih. Se pravi, ko mi identificiramo neko grožnjo, ali pa zunaj države, znotraj države, tudi družbeno telo ima tendenco, da se usmeri v eno od teh smeri. Torej, se bojujemo proti temu, bežimo ali pa utrpnemo. In v bistvu mi to merimo v okviru javnega mnenja. Ja, javno mnenje to nekako statistično gledano dosti dobro odraža na družbenem telesu. In ja, tukaj smo ljudje nekako tako, no, zdaj prihajamo iz tega mehurčka miru, ki se je v Evropi nehal, eni to hitreje dojemajo, recimo baltske države, Poljska, presenetili so nas nordijske države, ne, to, da odstopijo od nevtralnosti, sicer od bolj politične Finska in od tiste pravno garantirane Švedska, to je neverjetno. To je, ko sem jaz bil študent, nam so rekli, vse alianse se spreminjajo, ampak te nevtralci, oni pa ostajajo, zato ker oni so izven te pritlehne kompeticije med državami in jim je uspelo in celo vse te države so jim to priznale. Ne, še to se je spremenilo. In tukaj, se pravi, te države so izbrale borbo. Ne bega, so izbrale borbo. Pojmo pa mi zdaj za rusko grožnjo bolj te centralnoevropske, pa te zahodnoevropske države, od Španije, se pravi Španija, Portugalska, če tako pogledamo, tudi Grčija in pa Slovenija, recimo, kjer smo izbrali raje to pasivnost. Ni nam treba, dokler še ne, oziroma mi smo vsi občutljivi pa na jug, mi smo pa geostrateško občutljivi na jug, mi pa nas zelo skrbi, kaj bo v Republiki Srbski, in če bo nekaj na Kosovu, bomo mi tisti, ki bomo pri nas hitro povečali obrambni proračun, brez da bi nas kdo prosil, bomo mi to povečali, ker tukaj se pa mi borimo. Zdaj, ne? To je pa tisto. In dejansko delujemo tako kot en biološki organizem, ne? Ampak opozarjam, mi delujemo kot biološki organizem, ki je recimo nek virus že dobil recimo 3 leta nazaj in mi se spomnimo to in naše telo je pripravljeno, mi se spomnimo in takoj smo. Ne? Ko pa ti dobiš nekaj, kar je bilo pri tebi 50 let nazaj ali pa 100 let nazaj, imaš pa problem. In mi z Rusi v tem smislu nimamo tazga problema, kot jih imajo baltske države, oni pa ne z jugom tazga. In se pravi, zdaj smo znotraj taka mešanica držav, različno varnostno občutljivih. Če znajdemo formulo solidarnosti, si bomo pomagali, če ne, bomo malo razpadali, pa si pomagali na drugih področjih in je zato tako zanimivo. Ampak strinjam se, čeprav nas opozarjajo družboslovce, da ne delati preveč primerjav iz biološkega sveta na družbene odnose, ker so 100-krat bolj kompleksni ali pa 1000-krat bolj kompleksni, ampak vseeno ta glede bega, dejansko to velja tudi za družbeno telo in se jih da to tudi na varnostnem področju kar razložiti. Bi pa glede tega bega, glede Slovencev, šel še nazaj na eno malenkost, ko ste prej govorili o tem, da smo Slovenci v zgodovini se kdaj izkazali, pa kdaj ne. Mi očitno, kljub temu, da smo bili tako, nikoli nismo kolonizirali nikogar, nikoli nismo napadali nikogar, vedno smo bili najprej smo bili del večjih imperijev in vedno pod neko vlado nekoga. Mi smo zelo dobro izoblikovali v našem imunskem sistemu zelo to fight the power pristop, zelo tist, ne, z Beograda nekaj prihaja, mi ne razumemo, mi nočemo, pa iz Bruslja nekaj prihaja, mi ne razumemo, mi nočemo, ali pa, ko smo bili
celjskimi grofi. Kakorkoli, to smo zelo dobro in očitno tukaj se znamo zelo dobro ohranjati v takšni igri. Potem, ko je bilo treba skupaj stopiti, smo očitno se znali tudi vojaško postaviti dosti dobro. Se pravi, samo ne omenim Majstra, ne omenim samo drugo svetovno vojno, ne omenim leto 91, kar ste vi omenili. Očitno imamo tudi nekaj vojaškega v sebi, očitno. Ne? Kje mi nismo dobivali, je diplomacija in mednarodna politika. Tukaj smo pa mi očitno, zgodovinsko gledano, izgubili zelo veliko. V resnici največ. No, in zdaj še enkrat, za pametno državo, se pravi, to je zdaj to, kako biološko lahko kot organizem funkcioniramo z nekim imunskim sistemom, ampak pametna država zdaj mora pa te lekcije potegniti noter in ugotoviti, da ministrstva, čeprav so ločene škatlice, čeprav so to hierarhije, sistemi, da ni sprejemljivo, da ne sodelujejo dobro ali pa skoraj odlično. Enostavno je to nesprejemljivo. In se ti horizontalni mehanizmi morajo postaviti, morajo delovati, morajo naoliti in v resnici se mora narediti vse tudi, da se blokade tukaj prebije. Na lep ali pa na grd način. Ker ni opravičljivo. Enostavno ni opravičilo z vidika dolgoročnega razvoja rezistence naše družbe, to ni opravičljivo. Hvala lepa. No, se nisem mislil, da tako zelo grob način primerjavo, ampak vendarle bi rekel, za nekako lahko pomaga človeku, da si predstavlja pravzaprav, kaj bi lahko, kako bi lahko bilo. Ko smo pravzaprav delali prvi zakon o kritični infrastrukturi, ne bilo pravzaprav zanimivo, so bile zanimive te dileme, kaj, kdo, kako in kaj. In kako pomembno je, da resorji med seboj sodelujejo. In kako je še nekaj drugega pomembno. Pomembno je to pravzaprav, da je nekako odpadla dilema, če gre za zasebno lastnino ali državno lastnino. Jasno je bilo, da zasebna lastnina pravzaprav je bolj odporna, ne, če govorimo o ogrožanju kritične infrastrukture kot državna, ker v državni lasti vendarle deluje drugače, reče vse ni treba in tako naprej. Mi uradniki smo pravzaprav dokaj lena bitja, in če ni treba, tega ne naredimo. Ne razmišljamo o tem, kaj pa če bo. Naredimo tisto, kar je treba, pa raje bolj počasi kot prehitro. Ampak medtem, ko recimo v svojem kontingentnem načrtu je seveda jasno, da zasebne firme pa to uračunajo in to naredijo tik-tak. To je bil primer pravzaprav napada na bruseljskem letališču pa na turškem letališču. Turško letališče je bilo čez 3 mesece funkcionalno, belgijsko pa čez približno 3 leta, če se ne motim. No, to je razlika je tudi v tem, ampak to ni tako pomembno. Pomembno je to samo, da si odstranimo strah pred zasebno lastnino, pravzaprav pri kritični infrastrukturi. Drugo je pa še nekaj, da smo že prej malo se vtaknili. Lahko sam pokomentiram, samo par stavkov. Ena od teh ločitev je seveda tudi zasebno in javno, sploh na kritični infrastrukturi se to vidi. In tukaj je vsem se je oblikoval v zadnjem času ta režim, da tudi tuji lastniki pa zasebni lastniki kritične infrastrukture se v resnici morajo podrejati zakonodaji znotraj držav. In na začetku je bilo kar nekaj težav s tem, recimo na področju telekomunikacij, koliko spoštujejo določene zadeve, ampak zdaj mislim, da počasi prihajamo v vseh evropskih državah na to, da se tudi oni morajo podrejati nekim državnim pričakovanjem glede kontinuitete delovanja, glede rezistence, tudi glede varovanja zasebnih podatkov. Se izboljšuje tukaj noter. Je pa res, da to sta dva svetova, ki govorita različni jezik. Je zelo pomembno, kako se to prevaja. Ja, ker eno je pravzaprav korporativno pravo, ki je nekako eksteritorialno in varuje profit. In zakaj bi varnosti se posvečal, če to zmanjšuje profit? Ampak če pride do prekinitve delovanja, je pa seveda profit. Ni profita. Ni varnosti. To mora zagotoviti. Ampak imamo celo vrsto novih orožij ali orodij. Med potjo smo malo govorili o eni dilemi, ki je morda nastala pred leti, ko smo dokaj preprosto razumeli vprašanje dvojne rabe. Mene ta dvojna raba seveda vedno malo motila, ker jaz imam rad čisto rabo. Vem pa, da določena sredstva lahko uporabiš tudi, recimo drone. Če govorimo o tem sodobnem orodju in orožju, ki se uporablja, je najprej orodje, potem pa orožje. In zdaj, da ne bi kdo narobe razumel tudi v Sloveniji še naprej, kaj je to dvojna raba, jaz mislim, da ste na Brdu dobro poskušali pojasniti to.
Ja, definiramo dvojno rabo. Torej, mi govorimo o oborožitvenem sistemu, neki platformi, ki se je v osnovi razvila za vojaške potrebe, torej za potrebe bojevanja, lahko se pa tudi uporabi še za pomoč v civilnih krizah, naravnih nesrečah, pri humanitarnih katastrofah in tako naprej. To je dvojna raba. In zdaj treba je kar pojasniti, ne? Zdaj, del orožja ni za nobeno dvojno rabo. Torej, to je enojna raba. To je naboj, vsak, pištola, recimo granata, artilerijska, protizračna obramba, to je za vojaško delovanje v resnici. Ampak imamo pa, torej sama orožja ne toliko. Za dvojno rabo bolj upoštev pridejo platforme. A ne? Torej, ti, če imaš tank, most, pomaga v bojnih operacijah, pomaga lahko pa tudi v naravni nesreči. Ti, če imaš dron, ki ga uporabljaš za špionažo in za odmetavanje bombnih izstrelkov v vojni, ga lahko uporabljaš tudi za izvidovanje, recimo območja, kjer je naravna nesreča. Še recimo posebej so se droni v Fukušimi izkazali, kjer lahko dejansko brez tveganja izvedujejo v kontaminiranem okolju. In torej ta dvojna raba je velika zgodba in jo je treba seveda podpirati. Zdaj, niso pa meni všeč te ekstremi, ne? Recimo, da mi gremo v nabavo novega orožja, v opremljanje Slovenske vojske izključno zaradi dvojne rabe, ali pa po drugi strani, da gremo v opremljanje Slovenske vojske izključno zaradi čist vojaških potreb. Tako tukaj je treba poznati oboje in je nekako treba narediti tako sinhronizirane pač te nakupe, da je vsega tukaj pomalamo. In razumeti termin dvojna raba. Pogosto se pravzaprav sprašujem, ko se spominjam pravzaprav, da so mi v Mednarodnem odboru Rdečega križa, sem rekel, a vi veste, čigav priročnik mi še vedno uporabljamo na bojiščih, sem rekel, vojno-medicinskega. Iz Beograda. Sem rekel, zakaj pa? Sem rekel, zato, ker rane, ki jih zadobiš v vojni ali vojaškem napadu, so čisto drugačne, kot jih v prometnih nesrečah lahko vidiš. Sem rekel, in potem sem pravzaprav zdaj začel razmišljati, kaj pa rane, ki jih povzroča pravzaprav sodobno vojskovanje, se pravi napad na internetno omrežje ali kaj svem kaj, nekaj, kar pravzaprav lahko povzroči pri meni dolgotrajne posledice, ki niso rane, pa v bistvu so pravzaprav posledice nekega vojaškega delovanja. Ja, tukaj imamo v resnici eno matriko, ne? Mi imamo neko nekinetično vojaško delovanje, na primer v kibernetskem prostoru, ki povzroča nekinetično škodo, ampak prva vrsta, če že iz vojaškega področja greva, prva vrsta je, da lahko to povzroča tudi kinetično škodo. Torej, mi imamo lahko onesposobljena recimo civilna letala, vojaška letala, jedrske elektrarne, neke take zadeve, kjer dejansko pride zaradi takega posega, take grožnje, pride do kinetičnih posledic, žrtev. Tako kot če bi bilo napadeni z orožjem, samo drug scenarij. Ampak v osnovi imamo pa tukaj največjo tako nekako ali rane ali škodo nekinetično. In to je manj oprijemljivo. S tem se je nekako težje, tako kot v vseh oblikah nasilja, je tako, kot pravijo izkušeni, pravijo, dosti lahko nam je preiskovati zadevo, če je nekje truplo, pa če so fizične posledice, to je dosti lahko, ker mi imamo neke indice, ki sami po sebi govorijo. Ko imaš pa ti situacijo, ko imaš vdor v nek sistem z neznano škodo, ali pa imaš psihološko delovanje na ljudi, recimo dezinformiranje, kjer ne veš, v resnici, na koncu, če odprejo zdaj še malo dezinformiranje, recimo, ki je ena dimenzija hibridnega delovanja, pri odličnem dezinformiranju z ene od strani, ti dejansko več ne veš, kaj je res. Niti ne moreš škode več na ljudi oceniti, in zato je v resnici ta cilj, ki ga ima zdaj Rusija ali pa kdorkoli dezinformiranje izvaja, da razdvoji javnost, je v resnici en od najbolj enostavnih ciljev, ker je ta škoda, do tega zelo hitro lahko prideš, tako ni važno, koliko kontroliraš ta svoja orodja, ampak javnost na nasprotni strani bo razdvojena. In ta škoda je torej še enkrat manj oprijemljiva, težje merljiva, težje je tudi se z njo ukvarjati, bolj kompleksno.
Ker kaj pa bo zdaj naredil? Ne? Torej, ko zdaj v Evropi razmišljamo, torej, če Rusija dezinformira, ok, imamo neke institucije, ki se s spremljanjem tega ukvarjajo, imamo institucije, ki razvijajo kontranarativo, ampak ta kontranarativa zelo hitro lahko zapade v kontradezinformiranje, ki je lahko samo po sebi že spet dezinformiranje, se ujamemo v to past. Tako da to področje je v resnici še bolj zanimivo kot kinetično, in tukaj bomo morali še veliko narediti, da to proučimo, da tukaj konkretna orodja razvijamo. In ja. Pravzaprav, a nismo temu nekoč rekli psihološko vojskovanje? Ja, danes je bolj modern trend dezinformiranje, pa propaganda je bila nekoč tudi nek tak izraz. V resnici gre za eno in isto zadevo. Tukaj treba še povedati, to izvajajo na drugi strani, to izvaja kjerkoli že pač druga strani. Lahko izvajajo vojaške sile, vojaki v uniformah, lahko izvajajo PR službe, plačane v strani držav, lahko vladne in ministrske službe za odnose z javnostmi in obveščevalne službe. In lastniki družbenih omrežij. Ki potem bolj ali manj inkorporirajo lastnike družbenih omrežij in pa lastnike medijev. Tako da v resnici imamo tukaj celo novo področje, ki v resnici nima veze s kinetičnim, ni kinetična vojaška zadeva, lahko pa je popolnoma v funkciji doseganja vojaških in drugih hibridnih ciljev. In je zelo težko je dokazovati tukaj, zelo težko proučevati. In ja, tukaj bomo morali še kar nekaj doktoratov, saj mi recimo na obramboslovju ali pa kjer druge vede, še kar nekaj doktoratov tukaj narediti, da bomo dojeli res, za kaj gre. Jaz mislim, področje je tako široko, da midva lahko govoriva v neskončnost, ampak bo počasi pora zaključiti. In moje vprašanje je, pravzaprav, kaj lahko prispeva obramboslovna znanost k tem, bi rekel, praktičnim nalogam in pa pravzaprav k razumevanju samemu. Bom še nekaj dodal, če lahko, glede na to, da sem pravzaprav rekel z te stroke. Mene pravzaprav zelo zanima z lingvističnega stališča. Mene zanima pravzaprav, kako ljudje uporabljajo in kako se izražajo. In danes sem pravzaprav prebral eno zelo zanimivo trditev. In to v dokumentu, ki ga ne bom imenoval, ampak trditev sama je pa zelo zanimiva. Pisalo je, da je odprto vprašanje, ko bo prišel v Ukrajini prišlo do miru, koga bo Rusija ponovno napadla v zavezništvu. In potem sem si rekel, koga pa je že napadla? Hočem reči, ko ponavljaš ponovno napadla, je toliko ljudi, ki bodo verjeli, da je že napadla. In pravzaprav to povozi preprosto dejstvo, da hvala Bogu še ni napadla. In tukaj je pravzaprav spet nekaj, da je vaša znanost je pravzaprav povezana tudi z drugimi znanostmi. Prej sem že omenil amigdalo, ki je to pač moja osebna ljubezen, Robert Sapolsky in njegove ugotovitve. Drugo je pa seveda to vprašanje, je, da ti dejansko iz izrazoslovja, iz načina, kako se ljudje izražajo, pravzaprav ugotavljaš določene trende, ki pa so lahko nevarni. In zdaj me zanima seveda, kaj lahko obramboslovna znanost. Ja, dajmo to razčleniti tako na več dimenzij. Prva zadeva, ki jo mi delamo, je, da izobražujemo obramboslovce za prihodno učinkovito obrambo naše države in naše družbe. Tukaj v tem segmentu se trudimo, da jih usposobimo analitično, da dojemajo svet tak, kot je, z različnimi orodji in da znajo analizirati ta svet. Potem jih usposabljamo in izobražujemo za reševanje problemov, še s poudarkom na kompleksnih problemih, tako kot recimo prej sva rekla hibridno delovanje. To je ena taka kompleksna zadeva. Da se znajo tega lotevati, sploh kaj se zdaj dogaja to. Tretjič, usposabljamo jih, da iščejo rešitve. Torej, da so in tako še četrtič v ekipah, da znajo v ekipah delovati, torej v nekih ekspertnih timih, operativnih ekspertnih, analitičnih ekspertnih, ni važno. In to je in še petič, da so kritični. Namreč ravno to, kar ste omenili zdaj,
te pasti zaznavanja, samozaznavanja v resnici zahtevajo, pa pasti te ponovno izumljanje nekih konceptov, ki smo jih že imeli 30 let, 50 let nazaj. Tukaj moramo biti tudi neko dozo kritičnosti moramo imeti in te ljudje, ki bodo vodili državo čez 10, 20, 30 let, morajo biti tudi kritični v nekem smislu, ampak šele potem, ko so dobri analitiki. Ne najprej kritični, pa pol analitiki, najprej analitiki, pa pol kritični. Se pravi, na pedagoškem področju delamo mi to. In v tem smislu jaz lahko rečem, da prihajajo serije obramboslovcev na naš trg, ki so sposobni tega. Zdaj, mi kot znanost pa delamo tudi znanstvene raziskave. To je zdaj druga. Mi tukaj se moramo lotiti najtežjih projektov možnih v pomoč naši družbi, naši državi in Evropski uniji in tudi NATO. To delamo, lahko bi to še bolj delali in tukaj moramo biti zelo ambiciozni in prodorni in res še enkrat najtežje možne teme. Ne enostavne, to ne dela kdo drug, najtežje možne teme, ki iščejo rešitve ne samo za prihodnost čez 1 leto, ampak čez 10-20 let. Tretji vidik je pa strokovni, se pravi, čeprav ste me vprašali znanost, ampak tukaj mi imamo neko moralno dolžnost, da pomagamo, da sodelujemo v javnih razpravah, da komentiramo zadeve v medijih, da če se nam zdi kaj pretirano, ali ne v skladu z mednarodnim vojnim humanitarnim pravom, da na to opozarjamo. Če se nam zdi, recimo, da izumljamo toplo vodo, ali pa da gremo iz enega ekstrema recimo v drugi ekstrem, se pravi, zdaj se v Evropski uniji, kar naenkrat se bomo zdaj do maksimuma oboroževali, prej smo to do maksimuma podcenjevali, zdaj smo pa do maksimuma oboroževali. To so enostavno taka velika nihanja sistema, da nekdo mora malo opozoriti, da je treba vseeno en common sense tukaj ohraniti, pa mogoče ne 200 korakov, ampak mogoče pa 7 dobrih korakov več vrednih, ker enkrat se je v to nihalo nekam drugam spet moralo nagati, samo po sebi. Se pravi, da tukaj sodelujemo tudi pri razvoju dokumentov nacionalnih, kjer država ima razne dileme in pomisleke in da se vključimo to in tudi v pripravo zakonodaje, ampak seveda spet z to soljo kritičnosti. Se pravi, to je naša dolžnost in to naša znanost lahko naredi. Lahko malo cinično ugotovim, da smo mogoče iz obramboslovja dali marsikjerega veleposlanika, marsikjerega ministra, kakšen diplomant je celo bil premier in tako naprej, tako da tukaj smo indirektno nekako zraven, ampak izzivi so takšni, da bi sam skromno zaključil. Čaka nas še veliko nalog in veliko domačih nalog in sam upamo lahko, da nas bo obstoječa in politična garnitura in prihodnje politične in vlastne garniture peljale naprej v nekem zdravju in s čim manj pretresi in da bomo sami čim bolj pripravljeni in tukaj bomo mi pač naredili svoje. Je pa res, da so določeni scenariji v Evropi, na katere mi ne bomo mogli vplivati, lahko nas pa močno prizadenejo. Tukaj bom pa kar s tišino potem končal, ampak z optimizmom. No, ko bi rekel, sreča spremlja pogumne. Tako je, in delovne. In delovne. Profesor doktor Iztok Prezelj, najlepša hvala. Mi, da bi rekel, sva prebila let teh srečanj in jaz se zahvaljujem tudi vsem vam, ki boste to gledali, poslušali, komentirali, karkoli. Mi smo odprtega duha in lahko komentirate za, proti, kakorkoli že, to nas ne moti, seveda, kolikor boste to argumentirali. Najbolj bomo veseli komentarjev, ki bodo podpisani. To je nekaj, kar mislim, da je pravzaprav bi bilo zelo etično, če bi bili v Sloveniji vsi komentarji podpisani in potem ljudje izražamo svojo voljo. Zahvaljujem se seveda tudi Evroatlantskemu svetu in pa Parku vojaške zgodovine, ker nam omogočata, da se bomo srečevali s sedanjostjo, ne samo zgodovino. In seveda, kdorkoli še ni prišel v ta park, kakšno je vaše mnenje? Meni se zdi, da imamo tukaj unikaten vojaški park oziroma vojaški muzej z veliko možnostjo še nadgradnje, v katerega bi v resnici vsak Slovenec nekako moral priti zato, da vidi del slovenske zgodovine, da se zaveda, da v resnici smo kdaj morali tudi kaj vojaško skupaj stopiti, zato da lahko danes govorimo slovenski jezik. Hvala lepa, s tem končamo današnji pogovor.